Rekel je, deva prekašati Bonnie in Clyda. Pravzaprav sem jo udarila po zadnji strani glave. Potem se je on priplazil gor. Sobota, 8. april 2017. Lawrenceville, Georgia. Okoli 22 ure so policisti okrožja Gwinnett poklicani v hišo v mirni predmestni soseski višjega srednjega razreda, da preverijo, ali je s parom, ki tam živi, vse v redu. 63-letna Wendy in 63-letni Randall Bjork. To je vsaj petič, da so policisti preverili par. Zahtevo so podali zaskrbljeni družinski člani, ki živijo v drugi zvezni državi in se že več kot teden dni niso slišali z njima. Čeprav policisti do zdaj niso imeli razloga, da bi vdrli v hišo, je tokrat drugače. Kar odkrijejo, pripelje policijska uprava okrožja Gwinnett do izdaje te izjave. To je zelo edinstven in vznemirjajoč primer na več ravneh, detektivi pa še vedno raziskujejo motiv. Morda nikoli ne bomo našli scenarija, ki bi bil razumljiv razumnemu človeku. Povejte mi svoje polno ime. Cassandra Lee Bjork. In vas lahko kličem Cassie. V redu. So vam dali ta vzdevek? Ja. Zach, K-A-S-I. 17-letna Cassandra Bjork je imela svoj delež težav. Živi s svojima staršema, Wendy in Randallom Bjorkom. Njena babica Wendy pa jo je v zadnjem letu vsaj 18krat prijavila kot pobeglo. Mislim, da začnimo znova in povej, kaj se je zgodilo, odkar si pobegnila. Je to 31. Se spomniš 28. ali kaj takega? V resnici nisem pobegnila. Babica me je vrgla ven. Prav. Ker to se je zgodilo. Bila sem z Johnnyjem in še eno prijateljico, sem prišla domov, ker, veš, bil je čas za policijsko uro. Johnny je Johnny Ryder, Cassin fant že nekaj mesecev. In tako sem prišla domov, dedek je spal, babica pa se je zelo razjezila name in je rekla nekaj v smislu: če ti tukaj ni všeč, bomo pač našli nekje drugje, kjer boš lahko ostala. In to je rekla kar tako, iznenada. Kar naenkrat se je zelo razjezila iz nekega razloga. In jaz sem ji rekla, če mi boste že iskali drug kraj, kjer bom lahko ostala, bom pač odšla. Sama si bom poiskala, kam naj grem. Tiste noči, 8. aprila 2017, so policisti okrožja Gwinnett odgovorili na klic na številko 911 zaradi napada na ulici Rambling Woods Drive v mestu Lawrenceville. V notranjosti odkrijejo sestro Johnnyja Ryderja in njenega fanta, oba hudo pretepena z bejzbolsko palico, njun avto pa ukraden. Zunaj stanovanja sestre Johnnyja Ryderja policisti najdejo drugo vozilo. Eno je registrirano na Wendy in Randalla Bjorga, stara starša Cassie. Preiskovalci se takoj odpravijo do hiše Bjorgovih na Furlong Drive in vdrejo vanjo. Tam so preiskovalci začeli spoznavati, da napad na Johnnyjevo sestro morda ni najbolj pretresljiv zločin povezan s Cassie in Johnnyjem. V kopalnici in spalnici v zgornjem nadstropju policist najde trupli Cassinih starih staršev, ki sta bila brutalno pretepena in jima je bilo prerezano grlo. Vrata sob, v katerih sta bila, so bila zatesnjena s tesnilom, verjetno zato, da bi preprečili širjenje vonja. Zdaj mora policija najti Cassie Bjork in Johnnyja Ryderja, sta glavna osumljenca za umora in napad na Johnnyjevo sestro. Okoli 4 ure zjutraj, 9. aprila je ukradeno vozilo Johnnyjeve sestre najdeno pred stanovanjsko stavbo na ulici McGinnis Ferry Road v Sevaniju. Preiskovalci postavijo nadzor nad vozilom in v nekaj urah aktivirajo SWAT robota, da vstopi v stavbo. Niso prepričani, kaj lahko čaka policiste v notranjosti. SWAT robot se previdno premika po stanovanju iz sobe v sobo, preden najde Cassie Bjork in Johnnyja Ryderja. Trpita zaradi samopoškodb. Očitno sta po svojem kriminalnem pohodu poskušala narediti samomor. Med nekajdnevnim bivanjem v bolnišnici Cassie v neposnetem pogovoru prizna, da je ubila svoja stara starša. Preiskovalci aretirajo Cassie in jo 12. aprila pripeljejo na policijsko postajo okrožja Gwinnett. Tukaj imaš. Tukaj lahko malo zaspiš, približi se malo.
Ponujajo ji znano tolažbo. McDonald's, Burger in Pomfrey v upanju, da ji bodo pomirili in zmanjšali njeno zadržanost, preden se začne zaslišanje. Bolnišnice sem se res že naveličala. Verjamem. Njene roke in podlakti so še vedno ovite v povoje in so vklenjene skupaj. Detektivi jo na koncu odklenijo, da lahko poje svoj McDonald's. Ampak čas je, da se lotimo resnega dela. Vidiš, pravkar si se sprl s svojo babico. Kaj ne? Odšla sem. V redu, oprosti, razumete. In potem, ko si odšel, kam si šel? Bivala sem pri Johnnyju, spala sem v njegovem avtu. Torej, kdaj si se odločil, da se sredi noči vrneš k svojim starim staršem? Bilo je nekaj dni kasneje, mislim 2 ali 3 dni. Se spomniš, ali je bila sobota, nedelja, imaš točen dan? Res se ne spomnim, pravzaprav sploh nisem vedela, kateri dan smo šli v hišo. Na začetku to ni bila moja ideja. Kako je sploh prišel do tega, mislim, kaj je bilo rečeno, kako je to sploh načel, kakšen je bil kontekst? Najprej me je vprašal, ali me je strah smrti. In rekla sem ne, in sem ga vprašala, ali je njega strah smrti, in je rekel ne. In govoril je o tem, kako bi lahko skupaj pobegala, veš, o takih sanjah. In me je vprašal, rekel je, bi ubila svoje stare starše? In za trenutek sem oklevala. In sem rekla, zakaj? In on je sam rekel, ne vem. Mislim, ker verjetno ve vse, kar sem doživela z svojo družino. In razume, da sem si resnično želela samo pobegniti od vsega, nekako iti naprej s svojim življenjem. Nisem imela dobrega odnosa s svojimi starimi starši. Začelo se je res slabšati, veš, res. Ko sta se srečala v parku, ali je kdaj razložil dejanski načrt, kako bosta to izvedla ali kaj podobnega? Ali pa kaj takega. Kaj je bilo to? Kaka? Kako smo začeli govoriti o tem, je bilo tako, da smo začeli z, veš, ob kateri uri naj gremo do hiše, kako bomo to naredili. Veš, kot na primer, kakšen material potrebujemo, da to naredimo. Tako da, veš, začeli smo govoriti o tem. In potem, veš, smo se odločili, da gremo okoli polnoči ali ob 1, pol 2, ker je moja babica običajno šla spat okoli pol 12. Tako da smo se odločili, veš, da bomo parkirali malo nižje po cesti in potem je bil park dobesedno tik za mojim dvoriščem. Mislim, sosedski park. Torej, ko ste prišli do zadnjih vrat, kaj ste potem naredili? Kako ste prišli do hiše? No, šli smo po stopnicah. Po stopnicah na teraso? Ja, na zadnjo teraso. In moja babica je bila še po konci, ker smo prišli malo prej, tako da smo šli nazaj dol in smo se malo zadrževali tam, kaj je lopa. Ja, zadrževali smo se pri lopi, pa smo videli, da so se luči ugasnile in smo še malo ostali zunaj, samo da, veš, malo počakamo. In potem sem že imela ključe od svoje hiše, ker sem že imela svoj komplet ključev, tako sem lahko zaklenila zadnja vrata in potem bi to bilo to. To je vse skupaj samo olajšano. Ste imeli kaj v rokah ali samo... Imela sem, kako se že reče, je ena izmed tistih orodij za avto. Je zamenjal pnevmatike ali za popravilo? Bil je ključ za pnevmatike, tako da sem imela enega od teh. Kje si to dobil? Johnny je v avto, Ker? ker je imel enega v svojem avtu. V svojem Hondi ali karkoli že? In Johnny je uporabil samo pest. In prinesel je črno torbo, v kateri je imel lepilni trak. In v njej je imel tudi ključ za kolesa. In v njej so bile rokavice, ker smo tudi mi nosili rokavice. Grem gor po stopnicah. On gre v sobo mojega dedka, jaz pa grem v sobo moje babice. In potem ali nekako slišiš, kaj se tam dogaja in ali te to nekako spodbudi, da začneš tudi pri svoji babici? Ja, on ga je začel napadati, pa sem slišala, kako je moj dedek kričal in kako sta se tepla. Pa sem začela čutiti naval in takrat sem začela udarjati svojo babico po glavi. Torej si vzel montažno palico? Samo začela sem jo udarjati po glavi z njo.
In veš, Johnnyja nisem več slišala, karkoli je že počel. In potem pride v sobo k meni moji babici in veš, pomaga mi zvezati babico z lepilnim trakom. In Kako si zvezal? Kako si to naredil? Si zvezal samo njene roke ali... zvezala sem ji roke, potem celo glavo in nato še gleženj. In potem sem jo odvlekla v dedkovo sobo, nato pa me je Johnny prosil, naj grem po nekaj nožev. Tako sem šla po nože v kuhinjo spodaj in prinesla 3 velike mesarske nože in takrat je začel. Začel je zabadati mojega dedka, ker sem se potem vrnila gor, saj sem babico odvlekla v dedkovo sobo, tako da sta bila oba tam. In potem vprašala sem jo za kodo njenega sefa, ker sem že vedela, da ima sef v svoji omari, samo nisem vedela, kaj je v sefu. Tako smo pustili mojo babico, da je sedela tam na tleh, potem pa sem jaz dobila kodo za sef. Torej, Johnny pazi na mojega dedka in babico, jaz pa sem tam. Kako si dobil to kodo? Vam jo je povedala ali kaj? Povedala nam jo je. Vredo. Torej, nam je povedala kodo in veš, jaz sem šla v omaro, ker so tam hranili sef. Tako da, veš, grem tja noter, pregledujem vse stvari in vzamem nahrbtnik ter začnem van tlačiti vse, kar najdem, veš. Bili so kuverti napolnjeni z denarjem. Našli smo verjetno okoli $1000 v tistem sefu, ki so jih samo shranjevali. Torej ste dali te stvari v torbo, medtem pa je Johnny v sobi tvojega dedka skupaj z dedkom in babico. Se vrneš tja noter in rečeš, hej, imam stvari ali kaj? Ja, vrnem se v sobo in mu povem, da imam stvari in potem prereže grlo mojemu dedku. In potem vlečemo mojo babico v kopalnico. In kakšen je bil razlog za to? Samo da jo pripeljemo v kopalnico? Ja, ne vem, zakaj smo jo spet pripeljali v kopalnico, verjetno ji nismo hoteli peljati v spalnico. Tako da smo jo samo pripeljali v kopalnico. In potem je tudi Johnny prerezal vrat. In dejansko sem jo udarila po zadnjem delu glave s pnevmatiko. No, ne ravno po zadnjem delu glave, ampak tam, kjer je hrbtenica. Kar mi je rekel, kot če udaraš glih tam, kot en dober udarec, lahko človeka onesvestiš in potem bo mrtev. In ona je nekaj časa samo pretvarjala se je, da je mrtva. Kot jaz bi, veš, preverila bi jo in videla bi, da še vedno diha in bi rekla, Johnny, še vedno je živa. Kaj za vraga? In potem je kot Johnny končno zadal zadnji udarec. In potem, ko je to naredil, je prerezal vrat. Potem smo odšli in nato smo se vrnili v hišo. Ko ste odšli? Kam ste šli? Šli smo v Kroger ali Publix, da bi nekaj pojedli. Potem smo se vrnili domov in tam malo počivali. Potem, ko sta brutalno ubila 2 osebi, ki sta skrbeli za Cassie, ko njeni starši niso mogli, in ki sta 31krat poklicali policijo, ko sta ji skušali pomagati, se par druži v hiši in živi na račun denarja njenih starih staršev. Ste potem kar ostali v hiši? Ja, bilo je nekako oboje. Neki dni so bila malo v hiši, malo zunaj, bila sva samo midva, nikomur nisva povedala. Mislim, prijateljem sem rekla, da so moji stari starši šli na počitnice za kakšna 2 tedna. Si vzela babičino torbico ali kaj? Ja, vzela sem babičino torbico. Kje je to bilo? Bilo je v avtu. Kaj pa moški? Nosijo denarnice, da vzamejo dedkovo denarnico? Nisem mogla najti njegove denarnice, zato nisem imela pojma, kje je njegova denarnica. Tako sem imela samo babičino denarnico v njeni torbici. Skril jo je pod svojo posteljo. Pemberton Fant. Ker jo skoraj nismo našli. Njegova denarnica in mobilni telefon sta končala pod njegovo posteljo. Res? Ja. Verjetno je tam začel skrivati. Cassie se zdi, da se zasmeji, ker je njenemu dedku uspelo skriti denarnico pred njo. Nato Cassie reče nekaj, kar je še bolj šokantno, kot so detektivi že slišali. Med tistim pogovorom sta govorila o tem, da bi morda zapustila mesto in podobne stvari. Začela novo življenje, začela znova in podobno. Ja. Zakaj sta potem ostala? Ja, razlog, da sva ostala v mestu, je bil ta, da sva nameravala spraviti se na obe najini družini.
Zate. Počakaj, kaj? V redu, torej načrt je bil, da se spraviva na obe najni družini, ampak najprej sva se spravila na moja stara starša. Potem sva zato šla k Jonijevi hiši in napadla njegovo sestro ter njenega fanta, ker je hotel ubiti svojo družino. V redu. Tako da sva ostala v mestu neki dni, ker sva hotela dobiti nekaj denarja, hotela sva se pripraviti na odhod. In potem ta načrt, da bi šla k njemu domov, se sploh ni izšel. Od tam je šlo vse samo še navzdol. In potem glede Johnnyjeve hiše si šla tja, preden so se vsi ostali vrnili po noč. Ja, ker najin načrt je bil takšen, Zakaj jih nisi hotela napasti, ko so spali? nisem prepričana, zakaj tega nismo naredili, ampak on je rekel, da bi bilo veliko lažje, če bi počakali, da vsak posebej pride domov, da bi jih lahko vsakega posebej onesvestili. Ja. In ni šlo ravno tako. Čigava ideja je bila to, ali ste se o tem pogovarjali tudi v parku Petrilič? To je bila Johnnyjeva ideja, ker je zato me je vprašal, če želim ubiti svoje stare starše, ker je on že želel ubiti svojo družino. In on je rekel, govoriva Bonnie in Clyde. Si to rekel? Ja, rekla sem si v redu. To sem najprej rekel, ker sem bil jaz tisti, ki so ga najprej poklicali na kraj dogodka. In to je bila prva stvar, ki mi je prišla iz ust. Coney in Clyde. Si videla filme? Oh, bog. Si jo nisi? Ja, seveda sem jih. Tako kot zloglasni kriminalni par Bonnie in Clyde, sta tudi Cassie in Johnny želela iti na zločinski pohod. In njegova družina ter njeni stari starši niso bili edini na njunem seznamu za likvidacijo. A bila tvoja mama kdaj del načrta? Ubila jih bom. To sem hotela. Ali sta o tem govorila ti in Johnny, ali si se tega spomnila sama? No, mislim, o tem sva govorila, ampak potem je Johnny rekel, ne morava zapravljati časa z njimi. Jaz pa sem rekla, v redu, ampak jaz sem hotela. Je bil kdaj kakšen prelomni trenutek? Ali ti je žal za to, kar se je zgodilo? Misliš, da si je zaslužila, kar se je zgodilo? Ali kaj? Veš, kako se zdaj počutiš? Nisem na tvojem mestu. A ne, moji stari starši, ja. Mislim, grozno se počutim. Mislim, počutim se kot najslabša oseba na svetu, ampak hkrati je bilo nekako tako, ne vem. Mislim, srce se mi para. Ampak, ne vem, res je čuden. Preprosto sem res žalostna zaradi tega. In to je eden od razlogov, zakaj sem si želela, vzeti življenje. Veš, in se predozirati. Ker, veš, med mano in mojimi starimi starši se je že tako veliko dogajalo, kot da nisem več zmogla, veš. Stvar je v tem, da lahko v bistvu sestavimo, kaj se je zgodilo na podlagi dokazov in podobnih stvari. Ampak tega, zakaj se je to zgodilo, nikoli ne moramo popolnoma razložiti. Si bila jezna, si bila žalostna, ko se je to dogajalo? Povej mi, kaj se ti je dogajalo v glavi? Mislim, je bilo tako, kot si rekla, tisti naval, ko je čas za akcijo, samo narediti moram to, zaradi česar smo prišli sem. Ja. Ali pa je bilo kar pri njih? Določili so mi uro prihoda domov. Zaslužili so si to. Bilo je vklopljeno. Je oboje. Oboje, iskreno ne vem. Vse moje emocije so preprosto prišle na plano, ko se je to dogajalo. Bila sem jezna in žalostna. Hkrati pa mi je bilo srce zlomljeno, veš? Ker je bilo res tako, veš, zakaj se je moralo vse to zgoditi moji družini? Zakaj sem morala vse to prenašati, veš? In res sem se vsega naveličala in tega nisem več mogla prenašati. Kot da bi ves čas skoraj eksplodirala v sebi. Hotela sem samo pobegniti in biti sama z nekom, veš? Ter začeti svoje življenje. Bila sem preprosto utrujena od tega, da sem babica in... Sta bila Dedek in babica tvoji največji oviri? Ja. Kam si nameraval iti potem? Nameravali smo iti na Florido. V redu. Kam točno? Mogoče nekam, kot je Pensacola, Panama City. Sam nekam, veš, kamor bi lahko pobegnali, nekam, kjer bi lahko pobegnali iz resničnosti.
Nisem prepričan. To je nekako vse, kar si že dolgo želim početi. Pobegniti iz resničnosti ali ubiti babico in dedka. Ne ubiti, bolj kot pobegniti od vsega. Veš. Sam začeti svoje življenje. Detektiv odide in se vrne z videoposnetkom nekoga, ki trdi, da so se zabavali v hiši Bjork nekaj dni po umorih, medtem ko so bila trupla starih staršev še vedno zgoraj. Moram reči glede tebe. Ne poslušam ljudi. Rad te imam. You chick. Tako da so bili vsi ti ljudje v tvoji hiši. Bova morali obe predvidevati, da je bilo to potem, ko sta ubili svoja stara starša. Edini ljudje, ki so prišli v hišo, so bili. Torej, so res prišli v hišo potem, ko sta ubili svoja stara starša. Ja, mislim, vse skupaj se je zgodilo v enem samem navalu, veš. Ne spomnim se, kater dan so prišli. Ampak ne sprašujem po dnevu, sprašujem samo, ali je bilo to v 7 dneh potem, ko sta ubili svoja stara starša in preden sta šli napast družino Johnnyja. Ja. In smo pri tebi doma. Da. Naj ti postavim vprašanje. Ti si ubila babico in dedka skupaj z Johnnyjem. Johnny, rekel si namige in kar vemo, da petelini zaklepajo vrata. Je bilo to takoj potem ali preden so ljudje prišli? Bilo je, preden so ljudje prišli. Prav, celo polila sem jih z belilom, preden je prišel. Si polila babico in dedka z belilom? Ja. Potem si eno od steklenic z belilom pustila v kopalnici poleg babice. Ja. Zakaj si jih polila z belilom? Johnny mi je rekel, naj to naredim. Zaradi vonja? V redu. In to je bilo zato, ker je smrdel in si imela goste. Nismo nameravali imeti nobenih gostov. Imeli smo samo Čino na obisku tisti en dan, ker smo mislili, se veš, bilo je le nekaj dni potem, zato smo mislili, da bo v redu. Recimo, v hiši ni smrdelo. Ali vedel, da so bili tvoji stari starši zgoraj? Ne. Nimajo pojma. Niso imeli pojma. Rekla sem mu, da so na počitnicah. So sploh šli gor po stopnicah? Ne. Kako dolgo so ostali tam? Samo nekaj ur. Prišli so zelo pozno po noči. Si komu pisala iz telefona babice? Ja. Si se pretvarjala, da si babica? Ja. Komu si pisala? Samuel Silvigi. V redu. In kdo je to tebi? Je družinska članica v Kaliforniji. V redu. Torej si poslala sporočilo Silvi. Kaj si napisala Silvi? Nenehno je spraševala, ali je vse v redu, ker je začela paničariti, ker ji moja babica ni odgovarjala na sporočila. In potem si mi začela pisati, da je vse v redu. Kje si vzela babičin telefon? Je bil na njeni nočni omarici? Je bil v njeni torbici? Bil je na njeni nočni omarici. V redu. Si ga vzela preden ali potem, ko si jo udarila s pnevmatiko? Bilo je nekje vmes. Vmes. Torej ni mogla poklicati pomoči. Ja. Veš, poskrbeli smo, da jih ne morejo več poklicati. Nihče drug ni prišel v hišo. Po skoraj 2 urah v zasliševalnici se zdi, da imajo detektivi dovolj Cassine mirne drže. Bilo je povsod po novicah. Ja. Še kaj drugega? Samuel. Zdi se, da ti je žal samo zato, ker so te ujeli, ker si imel ljudi prset kasneje. Ne zdi se, da ti je žal, da si ubil svoja stara starša. Mi je. Sam povem ti. Sam povem ti. Ne bo nič iz tega. Naslednjih nekaj minut se zdi, da njena hladna zunanjost popusti, ko prehaja med jokom in poskuša ostati zbrana. Končno so detektivi slišali dovolj in Cassie odpeljajo v zapor. Obtožena si naklepnega umora svoje babice in naklepnega umora svojega dedka. Policist Duty te bo zdaj odpeljal v zapor.
Cassie Bjorg in Johnny Ryder sta obtožena dveh obtožb naklepnega umora zaradi umora Wendy in Randalla Bjorga ter dveh obtožb hujšega napada zaradi napada na Johnnyjevo sestro Mindy in njenega fanta. Februarja 2018 sta oba priznala krivdo za vse točke obtožnice. Vsak od njiju je bil obsojen na 2 dosmrtni kazni. Na izreku kazni se Johnny opraviči za svoje dejanja in reče: Vem, da je to, kar sem storil, gnusno in zlobno, ter si zasluži peklenski ogenj. Rad bi izrazil svoje najglobje opravičilo družini Bjorg. Zelo mi je žal za bolečino in žalost, ki sem jih povzročil vsem vam. Cassie, medtem ko njena družina opazuje, ne spregovori.